koncu prične, Jezus vstal je, on vstal je. Verujem besedam, ki krepijo bitje mojega srca. Tako, dragi prijatelji, smo doživeli velikonočno jutro. Jezus nas je odrešil in lahko si zapojemo veselo alelujo. In ko sem med velikim tednom pucal svečnike v cerkvi, je organist špilal Händlovo alelujo. In sem se spomnil na svojo zahvalno novo mašo, ki sem imel jo v svoji župniji, in ko so mladi zapeli Händlovo alelujo, me vedno nekako spominja na tisti trenutek. In takrat sem začutil hvaležnost. In to hvaležnost želim deliti tudi z vami danes, ker smo začeli res en tako lepo obdobje, ki nam omogoča novo upanje, novo pot in novo življenje za vsakega kristjana posebej. Velikokrat se sprašujem, iz kje lahko črpamo to hvaležnost kristjani v tem velikonočnem času. Lahko črpamo to hvaležnost za naše odrešenje, ki nam ga je podaril Jezus Kristus, s tem, da se je žrtvoval za nas na križu in nam odpustil vse naše grehe. In takrat lahko res mi postanemo svobodni, smo lahko veseli kristjani. Pri tem pa nas lahko prevzame tudi volja do življenja in pogum. Pogum mislim, da danes je zelo pomemben v našem življenju, ker lahko z njim dosežemo velike stvari. Potrebno je, da odpremo svoje srca in pustimo Božji ljubezni, da deluje v nas. Zato, dragi prijatelji, danes vam želim res ene lepe velikonočne praznike. Naj vas Jezusovo vstajenje prerodi in vam da novih moči. In naj vas ta njegova žrtev, ki se je darovala za nas, daje novega poguma, da bomo veseli kristjani in to, kar smo prejeli, dajali drug drugemu. In zato vam želim v tem velikonočnem času, da bi res postali velikonočni kristjani. Ne tisti, ki bi se skrivali nekje v osamljenih sobah, ampak tisti, ki bi jim s svojim življenjem pokazali, kako biti dober in vztrajen kristjan. Pa res ene velike, lepe, velikonočne praznike vam želim.